V tej epizodi s tabo delim 5 zelo pogostih napak, ki jih vidim, ko govorimo o obiskanosti oziroma slabi obiskanosti spletne strani. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Pogosto vidim spletne strani, ki so bolj ali manj okrasek nekega brenda oziroma pa še to včasih ne niti najlepši okrasek, in ne delujejo kot bi si podjetniki pa podjetnice želele. In to sicer je, da v bistvu bi pridobivale stranke, ogrevale, da bi obiskanost spletne strani bila visoka in tako naprej, kar pomeni, da v bistvu nimajo izkoriščenega potenciala, ker jaz nekako zagovarjam to, da v bistvu na podjetniški poti bi spletna stran mogla igrati vlogo najboljšega prodajalca in pa asistenta. Torej, da dejansko ima vlogo, ki jo na podjetniški poti verjetno si vsak podjetnik pa podjetnica tudi želi. In če je spletna stran le okrasek, kaj to potem pomeni? To potem vodi do tega, da moramo redno objavljati na družabnih omrežjih, da moramo redno iskati nove stranke, da redno iskati, kje pa zdaj pridobiti naslednjo stranko, kar vodi do tega, da lahko pridemo do te malo preobremenjenosti, in se nam samo še zdi, da iščemo nove stranke, in pa seveda nam to vzame veliko časa, kar pa lahko vodi do pomanjkanja časa potem za tiste res bolj pomembne zadeve, ki jih želimo jim posvetiti svoj čas, kot je na primer to, da se ukvarjamo s tistim, za kar smo recimo, kaj je naše poslanstvo, Seveda pa to, da nimamo spletne strani, ki je naš redni prodajalec pa asistent, vodi tudi do manj dohodkov, manj prodaje in pa ne ogreva oziroma odgovarja na vprašanja strank, jih ogreva, vodi do nakupa, verjetno imamo tudi manjšo prepoznavnost lahko in pa nenazadnje tudi, da pri strankah lahko en takšen občutek neprofesionalnosti, da to ne gre za nek pravi posel, kar je pa ta kredibilnost, ki pa vodi v zaupanje in je seveda blazno pomembna. Tako da je v bistvu, če gremo pa pogledati mogoče drugo sceno, Zdaj, če spletna stran pa dejansko je prodajalec, da prodaja, vodi stranko od obiskovalca do kupca, da odgovarja na vprašanja, deluje kot nek asistent v našem poslu, kaj to potem pomeni? To pomeni, da ko bomo mi dobili nove obiskovalce na redno stran, na spletno stran, če je to na avtopilotu, to pomeni, da se bo nekaj izmed teh obiskovalcev pretvorilo tudi v stranke. Kar pomeni tudi to, da imamo mi torej več strank, pa ne rabimo nič kaj posebno dodatno delati. Če imamo takšno spletno stran, se seveda poveča tudi konverzija, torej dobivamo stranke po domače povedano na avtopilotu, in če ne rabimo potem jih zmeraj loviti, to pomeni tudi, da bomo prihranili ogromno časa, ogromno energije in zraven tega, če se stranke še zdaj takoj ne odločijo ali pa zelo hitro odločijo za nakup, si z dobro spletno stranjo gradimo tudi prepoznavnost, gradimo kredibilnost, imamo večje možnosti za sodelovanje in pa neka partnerstva, kar je pa spet vse nek plus v našem poslu. Ker če nimamo neke prepoznavnosti na spletu, se pravi spletne strani, ki bi bila res dobra in nas dobro predstavljala in nam služila, potem seveda se ta kredibilnost hitro oziroma zaupanje hitro izniči. V nasprotnem primeru, če pa to imamo, pa seveda se nam odpre marsikatera vrata, ki nam lahko ne samo prinesejo stranke, ampak tudi prepoznavnost in vse ostalo. In zdaj, če si predstavljaš, da imamo en taki stroj oziroma da je spletna stran deluje kot en stroj in koliko obiskovalcev, potem več obiskovalcev, kot damo v ta stroj, več potem pride ven tudi strank. Ko imamo enkrat ta
ta stroj, ki res dobro deluje in zelo optimalno, torej da čim več teh obiskovalcev pretvori v stranke, si lahko predstavljaš, koliko bolj enostaven, je lahko naš posel. In ena izmed teh komponent, ki je v tej enačbi, v tem stroju tudi pomembna, torej eno je, da je naša spletna stran dejansko konvertira obiskovalce v stranke, da je torej dovolj dobra. Druga komponenta pa je, da na spletni strani sploh te stranke oziroma obiskovalce imamo. Ker če nimamo obiskovalcev, lahko naša spletna stran 100% konvertira, ampak če nima kaj konvertirati, potem seveda ni nekega smisla. To si lahko predstaviš, ko sem enkrat dala ta primer, pa je bil tak lušten. Če si predstavljaš zdaj en taki strojček za piškote in če si predstavljaš, da na eni strani damo v ta strojček testo, na drugi strani pa pridejo ven pečeni piškotki. In več, ko damo testa, več pride piškotkov. Če si ta stroj predstavljaš, da je to spletna stran, torej več, ko damo obiskovalcev, več potem pride strank ven, Torej, bolj optimalno, kot deluje ta naša spletna stran, boljše je. Ampak zdaj, če želimo mi torej te obiskovalce oziroma narediti to testo, ki bo šlo potem v ta stroj, potem seveda moramo poskrbeti, da je ta naša spletna stran res dobro obiskana. In s tabo bom delila zdaj 5 najpogostejših napak, zaradi katerih potem je slabo obiskana spletna stran in jih lahko v trenutku, mislim, zelo hitro začneš odpravljati, če mogoče se najdeš v kateri, ker verjamem, da marsikdo se bo. In prva taka napaka je čakanje, da bodo prišli. To je ena taka zelo pogosto prepričanje, ki ga imajo na podjetniški sceni. In sicer, da če naredim spletno stran, pa jo objavim, ali pa spletno trgovino, ali pa posnamem spletni tečaj, in ko to objavim, se bo to začelo prodajati. In bodo se usipali obiskovalci. Ampak dandanes ni tako. Žal, bilo bi zelo super in jaz se takoj podpišem, da bi tako naredili, ampak žal ne delujejo tako stvari, ampak je potrebno v bistvu zgraditi obiskanost. In zdaj, ker jaz velikokrat recimo vidim, da se zgodi, da nekdo gre, se poda na to pot, gradi spletno stran recimo sam ali pa sama, ali pa mogoče ima kakšno pomoč, pa mora seveda vse vsebine pripraviti in potem, ko objavi spletno stran, je že ta čisto izmučen, in se mu ne da, ali pa se ji ne da ukvarjati še zdaj s tem, da bi še kaj drugega naredili kot to, da na družabnih omrežjih recimo objavijo, da je nova stran zaživela. Ampak moramo se pa zavedati, da tukaj v bistvu moramo potem sprejeti 100% odgovornost, da tudi rezultati potem seveda ne bodo takšni, kot si jih verjetno želimo. In je zelo fajn, da če slučajno si v procesu, ko ustvarjaš novo spletno stran, da imaš v mislih tudi to, da si razviješ načrt, torej lansiranja te spletne strani, kaj se bo dogajalo, ker to je en čudovit dogodek, kjer lahko ljudi narediš kot en online party ob tvoji otvoritvi. To je podobno tako, kot če imaš, ne vem, recimo, da odpremo nek bar in če ob otvoritvi bara verjetno ne bomo samo odprli vrat in rekli, zdaj pa je bar odprt, ampak bomo naredili neki cel žur, da bojo stranke prišle, da bo prišlo veliko ljudi in se bodo potem nekako navadili oziroma vračali nazaj. In enako je pri spletnih straneh, ne moramo je samo odpreti in pustiti, mislim lahko, ampak ni najbolj učinkovito, ampak da torej poskrbimo za to lansiranje naše spletne strani. To pa ne velja samo za čisto nove spletne strani, ampak velja tudi, če objavimo kaj novega, ali pa če pač jo samo osvežimo, ali pa naredimo kakšno kampanjo za to, da povečamo obiskanost spletne strani. Samo čakanje, da bo nekdo prišel na našo spletno stran, je pa približno tako, kot da bi svoj čas metali skozi okno. Verjetno ne bojo takšni rezultati, kot si jih želimo. Tako da ne čakati, boljše je, da gremo v akcijo in nekaj naredimo na tem, da v bistvu damo našim obiskovalcem razlog, da sploh pridejo na spletno stran. Druga napaka, ki jo vidim, je fokus na napačne ljudi. Sploh pri oglasih to zelo pogosto vidim, da ali ni izdelana sploh, kdo je idealna stranka, ali pa želimo varianta, mi služimo vsem, mi lahko pomagamo vsem.
V tem primeru te v bistvu nihče ne bo slišal oziroma te sliši veliko, veliko manj ljudi, ponudba, spletna stran ni prilagojena za nikogar, kar pomeni, da v bistvu je tako zelo mlačna, je kot ena vanilija, če rečemo, pri okusih sladoleda, da v resnici ne pritegne pravzaprav nikogar čisto posebej, In, če imamo v bistvu zdaj mi fokus na napačne ljudi, kaj tukaj mislim? Da imamo na tiste, ki v bistvu jim lahko pomagamo, pa niso naše idealne stranke. Če imamo na te ljudi fokus, potem sploh v oglaševalskem prostoru, recimo, da imamo Facebook oglase in targiramo te ljudi, potem bojo naši oglasi zelo, zelo dragi, oziroma ne bomo imeli konverzije, kot si je želimo. Tako da bomo veliko dali v oglaševanje, pa se nam potem finančno to oglaševanje ne bo povrnilo, če targiramo napačne ljudi. Ali se nam mogoče ne morejo privoščiti, ali včasih je to razlog, da ja, ti se nam ne morejo privoščiti, kar seveda, je, lahko imamo debato na to temo, kaj se lahko pa kaj ne smemo, pa ali imamo sploh pravico določati, kdo si kaj lahko privošči. In, druga zadeva je, da seveda, če imamo mi stranke, ki se ne morejo nas privoščiti, potem bomo zelo, zelo težko prišli do novih strank oziroma bomo mogli zelo garati, Če pa mi služimo tistim, ki se nas lahko privoščijo in potem mogoče ustvarimo kakšno nižjo cenovno ponudbo ali pa brezplačno pomagamo tistim, ki se nam ne morejo privoščiti in jim želimo pomagati, bomo pa definitivno imeli bolj uspešen posel in tudi več jim lahko pomagali, Tako da fokus na prave ljudi je res, res, res zelo, zelo, zelo pomembno. Tretja napaka, ki jo vidim, je pa slaba optimizacija za iskalnike ali SEO, okej? To je torej kaj to pomeni SEO, včasih še potem kdo ne ve, pa raje povzamem oziroma se spomnimo, SEO je torej optimizacija za iskalnike, Google, torej da mi v bistvu spletno stran optimiziramo tako, da jo Google lahko prebere, da jo razume in da jo med svojimi zadetki potem lahko relativno priporoča, svojim uporabnikom. In, naš cilj oziroma naša želja bi vsaj morala biti oziroma bi bilo fajn, je, da se naša spletna stran uvršča na Googlu med zadetki čim višje, In višje, ko se med zadetki pojavlja, več bomo mi imeli klikov na našo spletno stran, kar pomeni, da bomo imeli več organskega obiska. Torej, brez da mi kaj plačujemo, nam bo Google pošiljal obiskovalce oziroma v tem primeru tudi potencialne stranke, Ampak treba pa je razumeti, da SEO optimizacija je tek na dolge proge. To je maraton. Tukaj običajno niso rezultati iz danes na jutri, ampak je to nekaj, kar se gradi čez čas, tako da zanemarjanje tega ali pa saj to bom naslednjič ali pa saj to bom pa najel nekoga, da mi uredi, je zelo, zelo, ne bom rekla nevarno, ampak potratno, Je fajn, da v bistvu vsaj za osnovno SEO optimizacijo, za katero lahko, uredi čisto vsak podjetnik, ko jo enkrat razume, lahko poskrbi čisto vsak izmed nas oziroma vsak, ki ti ureja spletno stran. Okej, potem gremo na naslednjo napako, in sicer, četrta napaka je nejasen poziv k akciji oziroma klic k akciji. Velikokrat to vidim, da pride nekdo na spletno stran in potem jo takoj zapre, zaradi tega, ker v bistvu sploh ne ve, kaj bi počel na tisti spletni strani oziroma ali je to sploh za njega, In, to so običajno kakšne spletne strani, kjer je v ospredju podjetje oziroma imetnik te spletne strani in je kot en taki oder za to, da se to podjetje potem, če rečem res, ni mišljeno negativno, ampak hvali oziroma baha, da je to v bistvu prostor. To pa ni namen spletne strani. Učinkovita spletna stran je v bistvu namenjena idealni stranki in daje v ospredje našo idealno stranko in ne nas oziroma našega podjetja. Skozi predstavitev pa seveda lahko gradimo kredibilnost, lahko se predstavimo, povemo, pohvalimo in tako naprej, ampak načeloma je v ospredju, nekako idealna stranka in za njo se seveda pričakuje, da jo potem po spletni strani tudi lepo peljemo. Tukaj pa seveda služijo klici k akciji, kaj naj naredijo kot naslednji korak, da jih potem tudi obdržimo.
okej? In ne pričakovati, da saj nekaj je logično, da potem naredijo, da bojo to tudi naredili. To je treba jasno povedati. Ti dam en konkretni primer, ki sem ga imela zdaj sicer že nekaj časa nazaj, ampak vem, spomnim se, da sem delala za eno spletno stran analizo in nikjer niso imeli v bistvu nobenega jasne akcije, da pošlješ povpraševanje, ne. In potem sem jaz jih v bistvu kar direktno vprašala, kako pa pričakujejo, da bodo stranke, mislim, kakšen je potek sploh, da stranke potem ali pridejo do njih, oziroma kaj mora stranka obiskovalec narediti, da dobi neko ponudbo ali karkoli, da naredi nakup, a ne. In je njihov odziv bil: "Ja, saj to pa imamo kontakt, saj kliknejo na kontakt pa nam potem pišejo." A ne. In mislim, ja, lahko je, super, ampak če ti tega ne poveš, potem izgubljaš ogromno strank, ogromno pa že na začetku obiskovalcev, ker če bo nekdo preveč zafrustriran, ker ne bo mogel narediti nakupa, je zelo verjetno, da bo zaprl stran in bo rekel: "Okej, pač pri vas ne morem kupiti, adijo." In tako lahko ti zaradi takšnih dobesedno brezveznih stvari, malenkosti, a ne, bi rekli, izgubiš ogromno strank, kar je pa škoda. Tako da poskrbi za to, da je vsaj na vsaki strani, podstrani vsaj en klic k akciji. Ne pomeni pa to, da je več boljše, da jih čim več daj, a ne, da jim potem zasipaj s ponudbo. Ne, eden je super. Lahko je pa večkrat na strani, sploh če je stran bolj dolga, pa ga lahko večkrat ponoviš. In zadnja napaka, na katero sem želela opozoriti, je pomanjkanje relevantnih in pa kakovostnih vsebin. Ne, velikokrat slišim na to: "Joj, Maja, jaz bi pa imela samo eno tako predstavitveno stran, spletno vizitko, pa bo to, a ne." In potem, če se vprašamo, kakšen je pa namen te spletne strani. Zdaj pač, če je namen samo to, da pač obstajaš na spletu in da nima nobene druge funkcije, tudi okej, deluje. Če pa je namen, da tvoja spletna stran ti pomaga v tvojem poslu, pa ti ta spletna stran, ki je vizitka, tudi ne bo kaj veliko pomagala. Ali pa tako, kot sem že prej rekla, a ne, da je spletna stran samo en taki oder za tebe oziroma za to, da se nekdo baha, tudi nima ravno nekega razloga, da bi se potencialne stranke, obiskovalci sploh šli na to spletno stran, a ne. Tako da kaj lahko narediš definitivno, je da daješ pač kvalitetno vsebino, ki je koristna za tvoje idealne stranke. In jim s tem v bistvu daš potem tudi razlog, da se večkratno, če imaš recimo blog ali podcast in je strateško zastavljen, potem lahko se recimo stranke redno, recimo vsak teden vračajo na tvojo spletno stran in spremljajo potem ta blog oziroma podcast, karkoli pač imaš. Tako da torej kakovostna vsebina ima definitivno prostor, plus tem s to kakovostno vsebino, recimo če imaš blog, gradiš tudi na SEO, a ne. In preko te vsebine ima možnost, da te tudi Google pošlje obiskovalce, če je relevantna vsebina, tudi na tvojo spletno stran popolnoma brezplačno. Tako da to je nekako 5 napak. Zdaj, zate imam še eno zadevo, če želiš še povečati obiskanost spletne strani, pa se malo bolj poglobiti in jo spremeniti od nevidnosti do močno obiskane spletne strani, potem sem ti pripravila en taki mini programček. Več informacij o tem bom pustila spodaj. Gre za programček, torej od nevidnosti do močne obiskanosti spletne strani, kako zgraditi trajen dotok obiskovalcev na avtopilotu. V tem programčku ti v bistvu pokažem, kako lahko takoj prideš do strank in pa kako zgradiš v bistvu oziroma do obiskovalcev spletne strani in kako lahko zgradiš v bistvu sistem, ki ti bo na dolgi rok potem prinašal obiskovalce na spletno stran, pa tudi malo se lotimo tudi tega, kako potem vse to tudi optimizirati. Tako da, če te zanima več, bom link pustila spodaj v opisu te epizode. Tako da, jaz ti pa želim, da bo tvoja spletna stran torej postala pravi magnet za tvoje idealne stranke in da pridobiš res maksimalno število strank. Uživaj in se vidimo v naslednji epizodi oziroma poslušamo. Čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.